Začnimo s procesom dimenzioniranja 2D elementov. V ta namen bomo aktivirali ukaz ULS in SS za 2D ojačitev. Dimenzioniranje dveh dimenzij elementov traja dlje zaradi programske opreme, zato bo lažje, če to opravimo le na enem elementu, na eni medetažni plošči. Zato bomo v razdelku tip izbire izbrali trenutni izbor, kar pomeni, da bo postopek izveden samo na izbrani plošči. Prihajamo do izbire armature. Required statically pokriva samo sile. Required pokriva minimalno armaturo, ki je minimalna armatura ni potrebna glede na sile. Required additional je razlika med required in provided. Provided najprej vključuje osnovno armaturo iz predloge, nato prvi sloj dodatne armature, pa še drugi sloj ali uporabniško vneseno armaturo. Zadržimo required in izberimo vrednost as required 1+. To predstavlja smer, ki je paralelna z osjo X in zgornjo cono. Lahko vizualiziramo smeri za dimenzioniranje, tako da z desnim klikom gremo v prazno in izberemo nastavi parametre pogleda za vse, beton, smeri risanja za načrtovanje. Prav tako lahko izključimo prikaz vseh neselektiranih elementov z uporabo postopka Toolbar Hide Unselected. Usmeritve za dimenzioniranje so zdaj jasno prikazane tako zgornja kot spodnja območja. V polju vrednosti je ena usmerjen paralelno z osjo X, dve pa paralelno z osjo Y, plus predstavlja zgornje območje, minus pa spodnje območje. Kliknemo na refresh, da se izračunana armatura prikaže na plošči v zgornjem območju v smeri osi X. Grafični prikaz je na elementu, v zgornjem desnem kotu pa je lestvica z vrednostmi. Poglejmo zdaj rezultate za spodnje območje. Nato za spodnje območje v smeri Y. Zadržimo izračunano armaturo v spodnjem območju, ki je paralelna z osjo Y, in si oglejmo poročilo. Poročilo naj bo jasno. Celoten postopek dimenzioniranja je prikazan v poročilu, skupaj z izračunanimi reznimi silami in armaturami. Izračunano dvodimenzionalno armaturo lahko izvozimo v ASF datoteko, ki je lahko zelo koristno pri risanju tridimenzionalne armature v AL-planu. Poglejmo zdaj provided armaturo. V tem trenutku SCIA ponovno gleda in prevzema armaturo, izbrano v predlogah. Predlogo lahko izberemo in uredimo tukaj. Izbran je prvi predlog iz te serije. Izbrani osnovni premer za osnovno armiranje je Faj 10 na razdalji 20 cm. Če osnovna modra armatura ni dovolj, se doda zelena armatura, ki je definirana v zelenih poljih in grafično prikazana z zeleno barvo na skici plošče. Tukaj smo nastavili privzeti premer Faj 10 za zgornjo in spodnjo cono. Po zagonu osvežitve se na plošči prikažejo grafične vrednosti, kar pomeni, da je za zgornjo cono smeri X potrebno postaviti Faj 10 na 20 cm. Na lokalnih skokih nad podporniki je potrebno dodatno ojačati z dodatno armaturo. Za spodnjo cono je prav tako potrebno postaviti Faj 10 na 20 cm na celotnem območju plošče. Na enak način preverite preostale smeri cone in vse plošče v modelu, ki ga imamo.